Lepo pozdravljeni, misijonar brat Miha Majetič. Vi ste že 10 let misijonar v kazahstanski prestolnici in hvala, da ste si vzeli čas za ta naš pogovor, za naše gledalke in gledalce, bralke in bralce družine. Pozdravljeni še enkrat, dober dan v Kazahstanu. Lep pozdrav tudi vam vsem v Ljubljano, v Slovenijo, pri vas je še jutro, pri nas je že popoldan delovno, tako da se veselim tega pogovora. Brat Miha Majetič, kot sem dejal, 10 let ste že v Kazahstanu, ampak ni to vaša prva misijonarska postojanka, kaj ne? Bili ste že na afriški celini, pa tudi v Vietnamu. Kako pa vas je potem vaša življenjska pot pripeljala pravzaprav v to prostrano deželo v Azijo? Ja, moram reči, da še preden sem postal minorit, sem vprašal bratje, če grejo tudi misijone. In ker je bil odgovor pozitiven, sem potem napisal prošnjo, da bi me sprejeli medse, ker sem upal, da bom lahko šel tudi delati v misijone. In že v času svojega študija sem veliko svojega prostega časa namenil tudi misijonskim vprašanjem, pomagal v misijonski pisarni, pomagal pri skupini Sled, ki je pripravljala laiki, ki so šli v misijone. In ko sem bil diakon, je moj provincial dal dovoljenje, da lahko 1 leto preživim v Afriki pri pater Mihu Drevenšku. Čeprav nisva živela skupaj, sva bila 400 kilometrov narazen, ampak čisto iz preprostega je rekel, če boš ob meni, boš ves čas spraševal, tam boš pa lahko živel in doživel. Sem bil na enem misijonu, kjer je bila elektrika 2x po 2 uri na dan, generator, vodo smo dobivali iz jezera, telefonov ni bilo, bila je radijska postaja, da smo se lahko z drugimi slišali, ampak je bila ena zelo lepa misijonska izkušnja tam v Zambiji z kristjanami, ki so tam bili. Sam misijon, mislim, da je imel 50 let takrat, ko sem jaz bil tam, tako da, in je bil najstarejši v celi škofiji. Potem sem se vrnil domov, bil posvečen duhovnika, nekaj časa delal doma v provinci in potem se je pa ponudila na priložnost iti v Vietnam in sicer najprej v Avstralijo za 1,5 leta, da sem se srečal z bratjami v Avstraliji, ki so misijon v Vietnamu odprli in tam potem preživel 5 let v Vietnamu. Glavna naloga v Vietnamu je bilo skrb in delo z poklici, se pravi z fanti, ki so želeli postati minoriti, jih spremljati in pomagati. V prostem času sem tudi sestram frančiškankam, misionarkam pomagal v enem centru za slepa dekleta. S fanti smo imeli tak program v luči svetega Frančiška, se pravi delo z gobovcami, ker je tam naselje gobovcev na severu in so fantje 2-krat na leto, po 1 mesec, ena skupina 5-6 ljudi je šla delati in živeti skupaj z gobovcami v tem kampu, ki je bil za njih, ampak da ne bi jih samo pošiljal, sem tudi sam 2-krat šel z njimi, tako da sem tudi sam doživel življenje in delo z gobovcami, ki so sicer že ozdravljeni, se pravi, ni bilo nevarnosti, da bi se lahko okužil. In v tistem času je tudi prišla iz Slovenije prek pota skupina deklet 5, ki je 1 mesec preživela z nami v Vietnamu in smo tudi bili v gobovskem naselju. Se pravi, da so tudi za otroke pri gobovcih zdelali tak lep oratorij. Tako da izkušnja z Vietnama je bila zelo taka lepa, prijetna. Potem pa so se Avstralci umaknili iz misijona, prevzela ga je druga provincija in takrat sem se vrnil za dobro 1,5 leta v Slovenijo. In ko se je ponudila priložnost, prosil, da bi šel v misijon in so rekli, vzameš Kazahstan, greš, in sem vzel. Mesec sem hodil na tečaje ruščine v Sloveniji, ostalo pa tukaj v Kazahstanu. In kje zdaj živite v Kazahstanu? V bližini prestolnice, ne? Rečete Nur-Sultan ali Astana? No, eno in drugo je pravilno, se pravi, Astana je glavno mesto pa se zdaj imenuje Nur-Sultan. Po prvemu predsedniku so ga imenovali, ampak mislim, da še večino ljudi vedno govori, gremo v Astano iz Astane, tako da, kar se tega tiče, za večino ljudi gremo v glavno mesto in gremo z glavnega mesta, tako da, kar se tega tiče, ni
nobenih velikih sprememb pa imenu. So pa seveda vsi dokumenti. No, naša škofija je škofija Astana, kar je bila ustanovljena kot Astana in bi mogli vse papirje menjati, če bi hoteli jo zdaj imenovati Nur Sultan. Glavno pa pokriva ves severni del Kazahstana, tako da ni samo mesto Astana. Sam pa živim, oziroma zbrati naša skupnost živi na obrobju Astane. Jaz se večkrat hecam, še posebej z našo mladino, da smo največja vas poleg prestolnice. In zdaj prestolnica je Nur Sultan, mi smo pa še v Astani kot taki zvezani z njim. In mladina se včasih izigravaju, 2 avtobusa vozijo, asfalt so nam že položili. Ampak po drugi strani pa, ko smo prosili za internetno povezavo, pa so rekli, kje živite? No, v Astani takrat še. In so rekli, seveda ni problema, ampak ko smo pa povedali, le so zavod, so rekli, stop, tam pa ne težko bo imeti internetno povezavo po telefonski liniji, ker se prosto je, vse zadeve ne potegnejo. Tako da smo zdaj po luftu zvezani, da nam internet dela. Smo uspeli to urediti malo pred COVID-om, ker je bilo tudi, tako kot v Sloveniji, tudi tu večino stvari je bilo zaustavljenih in smo prek interneta imeli maše, srečanja in tako, da je šlo življenje naprej in bi navedno z eno počasno povezavo bilo čuti malo bolj težko. No, še dobro, da se lahko sedaj midva pogovarjava takole nadaljavo, pa brez kakšnih večjih tehničnih težav. Koliko bratov, s koliko sobrati pa živite v vaši skupnosti in iz kje vse prihajajo? No, naša skupnost sama po sebi smo v minimalki, to pomeni, da smo 3. Tudi 3 so bili, ko je 14 let nazaj skupno začela delovati. Takrat je bil en brat iz Poljak, Pavol, bil brat Italijanec Roberto in takrat še en brat iz Rusije. Vmes se mi je potem pridružil še Benedikt iz Koreje, ampak sta se potem Korejec in Rus vrnila domov in takrat sta, mislim, skupaj 3. člana. In ko je Poljak bil v Asiziju na srečanju mladih, je molil za to, da bi še se najdel kdo, ki bi popolnil to vrzel 3 bratov. In je 11. avgusta na Sveto Klaro mu je asistent generalni Srednje Evrope prišel in pravi, slušaj, smo najdli enega, ki se vam bo pridružil. Moramo še formalnosti urediti, ampak je velika verjetnost, da prije k vam. In Pavel pravi, to sem molil. Ampak pa je ugotovil, da je na Sveto Klaro bilo pa tako, da klarise, ki delujejo v Kazahstanu, so prosile, da bi kdo pač k njim prihajal vsaj enkrat na mesec na dneve duhovnosti. In on pravi, poslušajte, mi smo samo 2, jaz ne morem še vam hoditi. In on pravi, bomo se molili, kakšen mora biti. Ne prestar, v redu, kaj še? Ne premlad, v redu, da zna angleško, da ima misijno, no tako so se 10 minut so šli, kaj vse bi naj imel. In pravi, to samo eno napako je naredil, da ni prosil, da bi še kakšen večer z njim po 100 gramov vodke spil. Se pravi, da smo delo obvezni. Ampak vse ostale stvari, ki pa je sestram govoril, pa bolj ali manj sem padel noter. Tako da smo 3. Najstarejši brat Roberto, on ima po moje več misijonskih izkušenj kot jaz, ker je delal 15 let v Španiji, 15 let v Romuniji in zdaj že 15 leto v Kazahstanu. Je veliki glasbenik, tako da imamo na teritoriju naše župnije oziroma našega samostana imamo brezplačno glasbeno šolo za otroke, tam 15-20 otrok prihaja, ne glede na narodnost, na veroizpovedovanje prihajajo, mislim, da katoličanov niti enega nimamo zdaj v glasbeni šoli. Imamo nekaj Kazahov, imamo nekaj pravoslavnih, imamo enega organista, ki zdaj igra pri mašah, ki je pravoslavni in je cigan, ampak tako veren mlad fant, ki je star 18 let, tako da
je tako, je velik. Potem Pavel pa jaz pa ostale stvari pokrivava v našem samostanu in župniji. Koliko katoliških vernikov pa je na območju, ki ga pokrivate? Najbrž gre zares za veliko manjšino, kaj ne? Zdaj, v Kazahstanu, v samem Kazahstanu je manj kot 1% katolikov. Bilo je, mimogrede, Kazahstan je toliko star kot Slovenija. Za par mesecev je starejši, če gledamo osamosvojitev. Ob njegovi osamosvojitvi so, mislim, da celo govorili 3, 4, mogoče celo več procentov bilo Nemcev na teritoriju Kazahstana. Še posebej sever in vzhod je bilo ogromno nemških skupnosti v župniji in govorijo celo, da so Nemci boljše vedeli kazaški jezik kot Kazahi sami. Ker so se tudi med sabo v kazaščini pogovarjali. In potem pa je prišla repatriacija in večinoma Nemcev se je vrnilo nazaj v Nemčijo. Od nas 70-80 km od nas je župnija Šortandi in je vas, ki se imenuje Novokubanka, in tam so Nemci postavili cerkev, župnišče, in ko je bilo postavljeno, se je 250 družin izselilo v Nemčijo. Tako da je količina katolikov čez repatriacijo Nemcev, potem pa zdaj repatriacija Poljakov na veliko poteka in včasih nekateri duhovniki na severu, ki so Poljaki, pravijo, pride nova skupina Poljakov. Rekel, jaz jim niti ne govorim, da se lahko učijo poljskega jezika, ker če se začnejo učiti, to pomeni, da čez leto, 2 jih več ne bomo videli. Ampak je tako, se tudi v Sloveniji je problem, vasi se praznijo, tle pa tudi, če se mladi gre učiti na poljsko in ne vem, se nauči za zdravnika ali pa za inženirja, on se v vas domov več ne bo vračal in si na poljskem dobi službo in potem zelo hitro tudi starši za njimi grejo na Poljsko, da bi tam živeli. Tako da količina katoličanov, teh, ki so prišli sem, še posebej čez to, da jih je Stalin preselil v Kazahstan, precej pada. Kar pa pomeni, da se moramo počasi dosti bolj obračati tudi ostalim, ki nimajo krščanskih korenin. Seveda, vaše delo je pestro, zanimivo, imate pa tudi nekatere velikopotezne projekte. Ena od teh je tudi gradnja samostana. Ja, ko smo prišli v Kazahstan 14 let nazaj, oziroma zgodba se začne leta 2003, ko je bil prvi kongres verskih voditeljev vsega sveta v Kazahstanu, ki je kopija srečanja verskih voditeljev v Asizu, je takratni predsednik povabil poleg delegacije iz Vatikana tudi delegacijo naših bratov. Tako da je tudi naš general z nekaterimi brati bil udeležen tega kongresa. In takrat so povabili, da bi naši brati prišli živeti v Kazahstan, da bi delali v piramidi oziroma v dvorcu mira in soglasja. Ampak seveda to ni možno tako preprosto. No, čez leto 2, 3 je prišlo potem povabilo od škofa, da bi naši brati odprli skupnost tukaj v Kazahstanu in dela na tem področju. Nažalost, ideja je bila zelo dobra, ampak niso bili pa detajli dogovorjeni, kdo je za kaj odgovoren, tako da do zidave in ustanovitve Centra za verski dialog in za medverski dialog in kulturni dialog ni nikoli prišlo od tega in 10 let nazaj, oziroma po 10 letih, je bil naš general tukaj v Kazahstanu in smo se dogovorili, da mi ta projekt pustimo na miru, dokler pač škofija ne bo pokazala zanimanja zanj in bomo začeli z ustanovitvijo samostana. Prva stvar je bila že narejena, naš samostan je zdaj že na leto pa pol, oziroma že 3 leta, ustanovljen kot fizična oseba, nima pa še zgradbe svoje. Takrat so nas pridružili pod rusko kustodijo.
in z tega časa se pripravljamo, da bomo gradili samostan. Oziroma gradnja je že bila prej predvidena, s tem, da smo najprej po judovsko obrezali iz 40 na 30 metrov, potem smo še po muslimansko obrezali z 30 na 20 metrov. No, vplivalo je tudi to, da je zdaj pač COVID in nekatere druge stvari, da smo projekt malo zmanjšali, ampak želje in ideje pa še vedno ostanejo tisto, kar je glavno, se pravi gradnja samostana, ki bi dajal duhovno podporo ljudem, ki tukaj živijo, se pravi manjše skupine duhovnih vaj. Načrtujem kljub temu, da smo obrezali še za 10 metrov, da bo še vedno tam do 20 ljudi lahko prišlo k nam na duhovne vaje. Potem bavimo se predvsem s pro-life aktivnostmi, zaščito življenja, planiranje družinskega življenja, še posebej brat Pavel na tem področju zelo veliko dela, tudi na mnogih kongresih je bil, in bomo imeli tudi tečaje v to stran. S temi tečaji ogromno sodelujemo z protestantami, tako da imamo z njimi tudi, spravi, da je to medkristjansko sodelovanje zelo aktivno. Danes večer verjetno pridejo ena velika skupina protestantov k nam po karte za namašo k papežu, pa še srečanje istočasno. In je tako, protestanti, ki Marijo zelo ne čestijo, ki nimajo maš, ampak imajo srečanje in molitve, bojo sedeli 1 uro pred Najsvetejšim pri nas. Ker ko je srečanje pred nam, dajemo tisto, kar mi imamo. To pa je Jezus, ki je živ, ki biva med nami, tako da bojo 1 uro bo molitev pred Najsvetejšim skupaj z njimi, potem pa še malo večerje, tako da se bomo skupaj podružili. Zdaj, kar se tiče našega samostana, naš samostan torej ime našega samostana je po 2 mučencih iz Peruja, naših bratjev Mihajlu Tomašiku in Zbigniew Starkovski, ki sta postala tudi zaščitnika pred terorizmom. Čeprav moram reči, da tu v Kazahstanu je precej mirno, ampak smo pa jih izbrali in smo prvi samostan, ki nosi njuno ime. Potem v luči poslanic, ki jih je pisal papež Frančišek, se pravi, naš samostan bo postavljen v najbolj revnem delu glavnega mesta, kjer največ ljudi revnih živi, da bi biti skupaj z njimi, oziroma kot papež govori, da bi dišati po ovcah, ki so okrog nas. Ekologija je pri papežu tudi zelo močno izpostavljena in tudi mi bomo imeli s pomočjo ene firme Eni iz Italije, ki sicer ima na Kaspijskem jezeru polja, kjer pridobivajo nafto, ampak imajo pa tudi en del, ki se ukvarja z zeleno energijo in bojo nam na streho kot darilo postavili sončno elektrarno in pa toplotno črpalko, tako da bo samostan se ogreval ne s premogom, ki ga tukaj največ porabijo, ampak na zeleno energijo, koliko bo možno, tako da bomo dajali en dober zgled ljudem tukaj okoli nas, kar se tiče zelene energije oziroma ekologije. Ja, želim, da bi vam ta projekt res uspel in če ne prej se slišimo spet takrat, ampak kar nekajkrat ste zdaj v tem zadnjem odgovoru omenili papeža Frančiška in ravno v teh dneh prihaja k vam v vaše kraje, v vaše konce oziroma v Kazahstan. S kakšnimi občutki, s kakšnimi pričakovanji pričakujete ta njegov obisk? Prvo kot prvo to, kar tudi eden od naših škofov z juga je napisal, je, pričakujemo obisk našega brata, ki bo prišel nas utrditi v veri. Potem v luči vsega svetovnega dviganja seveda pričakujemo tudi kot tega, ki bo prinesel mir, kjer bo skupaj z nami tudi iskal poti, kako živeti v soglasju med seboj. Kazahstan je mednacionalna skupnost, zelo mednacionalna, tudi medverska skupnost. Mislim, da je okoli 18 raznih religij tukaj priznanih uradno,
Je verjetno nekaj protestantskih, ki niso priznane, pa tukaj delujejo. Potem v Kazahstanu živi 122 raznih narodov skupaj. In je treba kar precej sil noter položiti v to, da bi živeli skupaj mirno, soglasno. In moram reči, da precej je taka modra, spokojna politika tukajšnjih voditev, kar se tega tiče, pomaga pri tem. Torej, najbrž in to bo tudi moje zaključno vprašanje, si želite tudi v prihodnje, da bi živeli v enem slogi, v enem miru skupaj z ostalimi brati in sestrami, če ne po veri, pa vsaj v duhu. Kako vidite prihodnost? Vas vleče tudi v Slovenijo še nazaj? Ali vam je v Kazahstanu trenutno v redu in si želite svojo življenjsko pot nadaljevati tam? Če začnemo od zadaj naprej, jaz sem 3 leta nazaj, ko je bil ustanovljen samostan, napisal prošnjo in sem zdaj član rusko-kazahstanske kustodije, tako da nisem član Slovenije. Čeprav vedno, ko pridem domov, me bratje pričakajo tako, kot da bi bil član province in se vedno počutim doma. Tudi sorodniki so veseli, ko pridem domov, da se malo vidimo, in če bo vse v redu, jaz upam, da še jeseni oziroma po zimi enkrat uspem za kakšen mesec priti malo domov, pogledati, kako se imate v Sloveniji, pa malo pogreti, ker tlele je. Ko sem prišel 10 let nazaj, konec novembra, je bilo tukaj -20, čez 2 tedna pa -40. Aha, se pravi, kar konkretno hladno, kar konkretna zima. Zime gre do -50 in več. Sicer v mestu samem takega tako hladno ni, na podeželju pa ja. Imeli smo pa tudi letos polet 40 in več, celo letos nenormalno jesen. Ta teden nazaj je bilo 35 do 40 zunaj, tako da smo imeli res pravo vročino. Astana je mesto, ki ima največjo temperaturno razliko, -55 do +44. Bolj hladno mislim, da je samo v Mongoliji, glavno mesto od Astane. Drugače pa seveda se veselimo obiska papeža, celo tole čakamo ga, nekateri bolj, nekateri pa manj veseli, verjetno, ampak mislim, da vsi, ki smo tukaj, se zelo veselimo, da bo obisk papeža tukaj. Prvo, država se veseli v tem kritičnem času po vsem miru, da bi res verski voditelji dali en signal, da moramo začeti delati na miru in ne na vojni, iskati to, kar nas združuje, ne to, kar nas razvaja. Je tiha želja bila, da bi kdo to iz Rusije prišel, ali iz cerkovnih ali od voditeljev, pa verjetno tega ne bo, pridejo pa škofi. Škofi iz Rusije pridejo, verniki iz Rusije pridejo, bolj ljudi. Ampak tam je treba razumeti, da je bila tam ena stvar zadaj zelo taka velika, ker Janez Pavel II je prišel nekaj dni po 11. septembru, ko so bila zrušena dvojčka v Ameriki in ko so mu vsi povedali, naj ne hodi v muslimansko državo. Ampak on je rekel, ne, jaz grem in jaz se ne bojim, in to so mu tukaj šteli kot zelo pozitivno, in takrat je bilo masovno, pač skoraj deportacije ljudi, da srečeni z njim, mislim, da 40,000 ljudi se je takrat zbralo v Astani. Tega tako veliko ne bo, ampak kljub temu jaz vseeno upam, da bo mirno, in da mirno v tem smislu, ker so nam tudi vsi transparenti, so nam na primer na mašah prepovedani. In varnost je zelo na visokem nivoju dvignjena, ker se pač bojijo, da bi se kakšna stvar zgodila. No, jaz verjamem, da tega ne bo, da bo Bog poskrbel, ne samo, da bo vsaj +15 na ulici, ker danes se je pa že shladilo precej. September je lahko tudi v minusu že.
Da bo tudi na teh srečanjih, ko bo papež z nami, nas potrdil v veri, nam dal en dober zgled, nam dal ene nove energije pri našem pričevanju tukaj v Kazahstanu, ker se mi zdi, da smo tudi tako kot po vsem svetu kristjani v eni taki fazi, ker ali bomo pričevali za Jezusa in se bojo ljudje tudi nam pridružili ali pa ne. Se mi zdi, da nam tega mičkeno manjka tukaj, da smo precej okostaneli in da upam s papežem obiskом, da se bo to spremenilo. Čeprav v Kazahstanu je zelo zanimivo. Pravoslavna cerkev, ki ima nekje 25% prebivalcev, zelo sedi na tradiciji. Ampak že sami zdaj vidijo, da tudi tradicija ni to več, kar je bila pred tem. Naši sosedje so pravoslavni in razen to, da grejo enkrat na leto svečke prižgati in da skuhajo, da spečejo pasko, to je tako kot naša potica na Veliko noč, drugega ni. Se celo soseda je prišla zadnjič in rekla, če lahko pri nas otroke krstijo. Zato, ker je pri nas zastonj, pri pravoslavnih morajo pa krst plačati. Ampak ne vem, če se bo odločila, ker sem jim povedal, da za to se morajo pa pripraviti. No, da kot starša morate razumeti, kje hočete otroki krstiti in da če že živijo poleg nas, da bi bilo lepo jih tudi pri maši videti. Če so pravoslavne tradicija, so protestanti pesem in veselje, za nas katoličane pa pravijo, da se začnemo takrat pogovarjati, ko so križi in težave. In res mnogo Kazahov, se pravi ljudje kazaške narodnosti, pridejo in stanejo tudi katoličani, in to zelo verni katoličani, ko imajo kakšne probleme. Bil je zdaj že pokojni en psiholog, psihoterapevt, in je večkrat Kazahom, ki so prihajali k njemu na terapijo, povedal, poslušaj, jaz te ne morem pomagati, zdravil za tebe ni. Je rekel, edina možnost je iti v cerkev pa prositi Boga odpuščanje za svoje grehe. In jih je pošiljal k pravoslavnim, v mašejo, k muslimanom in pošiljal jih je tudi k nam. In mnogi, ki so prišli k nam, so potem pri nas tudi ostali v cerkvi. Ena gospa, ki je zdaj že po mojem 8-9 let krščena, se pravi, jaz sem jo srečal še, ko ni bila krščena. Ona je prišla v kapelo, kjer je celodnevno čiščenje Jezusa, izpostavljeno na svetejše. In to, kar mi ne vidimo, zanimivo, tam je ta psihoterapeut je pripeljal, odprl vrato, je vrgel noter kapelo in zaprl vrata za njo. In je ni bilo ne pol ure ven iz kapele, tako da je šel iskat in ona pravi, on je tam. In on je tam. On pravi, kdo je tam? Rekla, tam je bil Jezus in se je z mano pogovarjal. Sploh ne vem, zakaj si me prišel iskat. Meni je bilo tako lepo. In tudi seveda ima probleme z družino, z starši in ostalimi rodstveniki, ki so imajo, da se je zmešali. Celo v enem momentu so prišli in odpeljali sina in so rekli, dokler ne boš prišla k sebi, sina ne bomo vrnili nazaj. Ampak on ne pravi, kam nazaj. Tudi imamo enega fanta, ki je najprej bil protestant, zdaj je katoličan, in ko je bil star 16 let, sta ga teta in mama napadli, ker je postal kristjan. In on pravi, poslušajte, jaz se od Jezusa ne bom odpovedal. Teta je celo policista poklicala, da bi ga zaprl zaradi tega. In je starejši gospod, Kazah, policist, prišel in rekel, gospa, mi smo svobodna država, vsak si lahko zbira vero, ki je njemu blizu. Ampak zanimivo, on je bil, po mojem 4 leta nazaj smo bili na eni župniji, po maši je bila kavica, mnoge župnije imajo kavico, ampak se lahko prvošil, ker ljudi ni tako veliko. In smo tam s to skupnostjo tam sedeli, kavico pili, in ko smo že vse končali, ko je on govoril dal svoje pričevanje o veri, na vratih ven ga ena babica prime pod roko, pa pravi, poslušaj, mladi fant,
ne bo tako slab do svojih dedkov in babic, vrni se nazaj tam, kjer si. Znači, bod nazaj musliman. On pa pravi, je gospa, kako naj grem nazaj? Jaz nikoli tam nisem bil. 1, 2, tlele je živi Jezus, tle je rešitev. Jaz ne morem iti tja, ker tega ni. Krasne zgodbe, krasne življenjske izkušnje so za vami in verjamem, da tudi pred vami, brat Miha Majetič. Najlepša hvala za ta vaš čas, za vaše odgovore, za ta prijeten klepet, ki sva ga opravila in Bog daj, da se še srečamo in tudi vidimo, morda tudi v živo. Vse dobro, vse srečno in lep pozdrav iz Slovenije v Kazahstan. Tudi lep pozdrav iz Kazahstana v Slovenijo. Vam želim lepo jesen, bogato jesen, da bi ta čas, ki je pred vami, tudi lahko izkoristili bogato. In upam, da nekaj tega sonca, ki ga bomo dobili od papeža, pa nesem potem, ko pridem domov na počitnice. Hvala lepa.